Pozdravljeni, z vami sem Minka in danes bomo govorili o tem, kaj nam sporočajo, vam sporočajo svetle sile ob Sončevem obratu. Danes, 20.6., je Sončev obrat, se pravi, je to najdaljši dan v letu in naši predniki nekoč so ob tem dnevu kres praznovali. Dejansko je to čas, ko je največ svetlobe in tema je najmanjša, najkrajša, najmanj jo je. No in dejstvo je, da če se vam ta trenutek pestro dogaja v življenju, to pomeni, da vaša svetloba oziroma da svetloba želi osvetliti temo. In zdaj bomo pogledali, kakšna sporočila imamo skozi karte ob Sončevem obratu, ob prazniku luči, da vidimo, kaj nam sporoča stvarstvo, kaj je prav, da veste, da ozavestite. In zdaj najprej pogledamo splošno sporočilo. Karte prehoda na novo dobo. Jaz imam tukaj vse moje karte, kar nekaj kart zloženih, pa bomo danes pogledali vsa ta sporočila. Se pravi, 3 sporočila s kart prehoda na novo dobo. Sončni žarek. Ti, ki tole poslušaš, ti si svetloba, ti si sonce, ki sveti ljudem, ti si žarek sprememb. Ne boj se sprememb. Ne boj se tega, kar se ti dogaja, ker dejstvo je, da življenje je zanimivo in življenje nas želi pač popeljati naprej. In če se oklepaš neke varnosti, nekega, pač oklepanje ustaljenih poti, ker v bistvu edina stvar, kar je edina stalnica, ki je v življenju, je sprememba. Ampak ljudje ne želimo imeti sprememb, mi želimo imeti eno in isto. No ja, ne boj se tega, sprejmi, karkoli se že dogaja, je dobrodošlo in te spremembe ti nosijo novo energijo. Potem naprej, zmoreš vztrajati na začrtani poti, angeli ti stojijo ob strani, vztrajnost. Pač ne obupuj. Včasih, veste, pač posejemo kakšno seme, pa mora čas preteči, da seme vzklije, pa zraste, pa obrodi. In ja, zdajle se že kažejo prvi poganjki. Sploh tisti, ki imate vrt, točno veste. Posadili smo, se že vidi, da so, ne vem, jaz imam recimo paprike. Paprike so zdaj že take, ampak niso še zrele. Se že kaže, da kam gre, bo pridelek. Naslednjo imate karto, imamo sporočilo, v meni se vsak dan rojeva nova energija, ker jaz sem povezana s plodnostjo in z obiljem, stvarjenje. No in prav to, zavedanje, kdo si. To je to bohinjsko drevo, ki je povezano s koreninami, korenine, krošnja, svetloba. Se pravi, vi oblečete svojo energijo iz svojih korenin. Včeraj smo delali meditacijo v okviru moje šole za čiščenje korenin družinskega debla. Vam povem, da to so tako močne zadeve, ko greš pogledati v korenine svoje družine in od tam pobereš modrost, ki jo potrebuješ. No in recimo, kar sem jaz dobila kot darilo od mojih prednikov, po eni strani sekiro, po drugi strani pa nož. Ampak z namenom presekaj vzorce, tega ne potrebuješ več, pojdi naprej. No in nadangel Gabriel, dovoli si slišati, dovoli si zaupati, dovoli si slediti vodstvo, ki ti ga angeli šepetajo, pač pojdi tja, kamor te pač pelje tvoja pot. In kako veš, kam te pelje tvoja pot? Tam, kjer občutiš več radosti, tam, kjer občutiš več sreče, zadovoljstva, ker tam je tvoja pot. Naša čustva so naš notranji kompas in nam kažejo, kam naj gremo, ker, veste, ladje imajo kompas. Pač ladje niso narejene za zgnit v pristanišču, ladje so namenjene za plovbo. In ja, zdaj, če čutite, da ste
parkirani nekje in da že gnijete v tistem pristanišču, ja, dajte mogoče poskusiti kam zapluti. Mogoče pa že čas, da razprostrete jadra in greste, kamor vas vodi vaša pot. Gremo naprej. Naslednje sporočilo vam tukaj čarobne morske deklice in delfini, ko smo že pri morju in pri potovanju. Kaj vam sporoča stvarstvo? Ta je vam padla. Samo zaposlitev je vaša pot. Vi, ki tole poslušate, ti, ki tole poslušaš, ti si rojena podjetnica. Vaš posel je poln čudovitih priložnosti. Zanimivo. Mogoče te kliče na tvojo samostojno pot. Mogoče je čas, da začneš slediti temu svoji strasti. Mogoče pa s svojo strastjo lahko dodaš vrednost svetu. In očitno je tudi dovolj obilja za tebe, da boš poplačana za tisto, kar delaš. Blagoslovljena sprememba, pomembna življenjska sprememba, vam prinaša velik blagoslov. No, kam te kliče tvoja pot? In bodite pozorni. Opazujte vaše notranje vodenje in znake, ki se ponavljajo, saj vam lahko prinesejo drugačna sporočila. Se pravi, vi imate neko notranje vodstvo, ki ti ves čas tako, vsake toliko časa udari, daj naredi že nekaj. In ja, seveda, mi imamo vsi v sebi zakodirano to kodo varnosti. In ta koda varnosti je povezana s tem, če sem se rodila tukaj, bom tukaj še umrla, kot da boš odnesla hišo s seboj. Če sem začela delati v nekem podjetju, bom tam dočakala penzijo. Ja, zakodiran imamo vse to neko vklepanje. Ampak po drugi strani, zdaj, če gledam svoje življenje, ko me je začel po 3 letih dela v železnikih v Domelu bolet želodec, jaz sem čutila, da moram iti naprej. In sem šla naprej. In sem se lotila nečesa. Takrat sem razmišljala, da bom prodajala kavo in da bom zaslužila eno plačo. In to kavo ni bilo nič. Ampak sem začela prodajati knjige. Knjige so moja strast. Prišla sem do tega, da sem potem prišla do podjetja New Life in sem začela prodajati vitamine. Iz tega pridobila ogromno znanja. Začela pisati knjige in danes sem tukaj, kjer sem. Danes snemam video za vas in če bi mi nekdo rekel, 10-15 let nazaj, da bom prepoznavna, bi rekla, jaz imam tistih 100 strank in sem čisto zadovoljna. In zdaj smo pa pri očetovem zdravljenju. Vaša osebna moč se povečuje s tem, da predate nebesom vse sporne točke, ki so povezane z očetom. To je pa korenska čakra. In sploh tisti, ki niste v svojem življenju imeli podpore strani očeta, mogoče, če ne poznate očeta, če je vaš oče brez energije, obtičal na kavču, če vaš oče je obtičal v nekem odnosu ali v službi in ni naredil nekih premikov, če vam oče ni dal pohvale, vedno mogoče kritiko, imate velik izziv v življenju, ker enostavno rabite zgraditi ta steber moči. Ker mama ti da ljubezen skozi srčno energijo, oče ti da temelje. In ja, jaz imam blagoslov v mojem življenju, potom očetove energije, ker mi je dal te temelje. Jaz v svojem življenju strani očeta nisem slišala ene kritike, ne. A veste, 2 kritike mi je povedal. A veste, kaj mi je rekel? Ko sem imela enih 12-13 let, sem imela več kil, kot jih imam zdajle. In vem, da so bile takrat tiste mama's jeans moderne, se pravi z visokim pasom. In imela sem konfekcijsko številko, nabito 42, bolj 44. Se pravi, sem res imela veliko rit. Mi reče v tistih kavbojkah, vem, da sem jih dala gor na sebe, pa reče, tako dolgo rit imaš.
To je bila najhujša kritika. In zdaj, kasneje, to je bilo pa enkrat, v bistvu sem bila pa otečena, niti ne debela, ampak otečena. Vem, da pač tako otečena sem bila. In je prišel sem k meni od Sežano na obisk, pa reče tako, je rekel, ampak ti se pa zredila, po moje ne 5 kil. Tako, ampak ni rekel grda si, ni rekel ne vem kaj, ampak povedal je stanje, kako ga on vidi. Ampak drugače v življenju sem dobivala samo podporo, ljubezen, spodbudo strani očeta in zaradi tega nimam težave pač preživeti fizično. No, tako da to očetovo zdravljenje, če nimate te podpore, pomeni, da morate sebi dati to energijo korenske čakre. Kako si pomagate? Vzamete knjigo, ko imajo čakre žur, greste predelati vse, kar se tiče korenske čakre in ozavestite, kje imate manjko, in potem vzamete v roke knjigo, ko imajo moški hormoni žur, in greste še moško plat počistiti in potem lahko živite v svetu. Gremo naslednje sporočilo. Zaupajte. Vaše prošnje se uresničujejo. Ostanite pozitivni in sledite svojemu vodstvu. No, zaupajte. To so čarobne morske deklice. Zdaj pa gremo naprej. Ošotove karte. No, da vidimo, kaj je tisto, kar je prav da zdajle ob največji točki svetlobe ozavestite. Svetloba, spet sonce, svetloba, vir, Bog, zaupanje. Kdor ima težave s korensko čakro, težko zaupa tudi v Božje vodstvo, ker je to Bog kot moška energija. Ljudje, ki imajo težave s korensko čakro, težko verjamejo, da so lahko ljubljeni otrok stvarstva, ker če niso ljubljeni otrok svojega očeta, kako jih bo imel Bograd. Čas je, da se ves ledeni oklep sprosti. Tega ne potrebujete več, sonce je dovolj močno, da lahko to sprosti, stopi in čas je za ljubezen, ljubimca. Notranja ljubezen. Postanite zaljubljeni v sebe. Dovolite si biti ženska v ženski energiji, dovolite si biti ženske, pač se učimo biti v ženski energiji. In moški se učite biti v moški energiji. Ampak ta notranji ljubimec je povezan s tem, da dejansko sprejmeš v sebi ta notranji pol moške strani, ženske strani in da se spraviš v ravnovesje. In naslednja karta je nešteto možnosti. Vse je pred tabo, imaš možnosti pred sabo, ne omejuj se. In tako kot sem že prej rekla, imaš notranji kompas, sledi svoji sreči. No, zdaj pa gremo direktno na ljubezen. To so pa zdaj ljubezenski angeli. Da vidimo, kaj ti sporočajo ljubezenski angeli v tvoji vezi, v prihajajoči ljubezenski vezi, pač tvoje ljubezensko življenje. Zdaj, ko je največ svetlobe, prvo sporočilo je: izrazite ljubezen. Če čutite v sebi ljubezen tudi do nekoga, izrazite. Odločite se za romantično potezo. Dovolite si strast. Dovolite svoji otopeli duši, da zapoje v veselju. Se pravi, če ste v partnerskem odnosu, izrazite ljubezen. Dajte svojega partnerja povabiti na romantični zmenek in dovolite, da se spet nekaj vžge. Če niste v vezi in če imate neko simpatijo, dovolite, povejte, izrazite, ker ne veste, kje vas čaka tista ta prava strast. In otroci, se pravi, čas je, da pozdravite svojo otroško dušo. Otroci vplivajo na vaše ljubezensko življenje, lahko je povezano z vašo družino, lahko je povezana ta karta z vašo otroško dušo in čas je, da se vi, vaš partner,
vi sami ali vi z vašim partnerjem umaknete, čas je, da se odklopite od sveta in da si date priložnost za uživanje, za resetiranje, za povezovanje. Se pravi, čas je za to, da se povežete ali s partnerjem ali pa sami s sabo. Gremo naprej. Naslednje karte imam tukaj Zlati tarot. Da vidimo, kaj vam ta trenutek stvarstvo sporoča. Najmočnejša točka, najmočnejši dan, energija, najmočnejša energija v letu. Kaj vam sporoča? Prvo, svečenik je ravno tako povezan z umikom. Kralj kelihov, ljubezen. Čas je za ljubezen, dobesedno. In mogoče je tudi ta ljubezen povezana z vami. Z vami. Kaj prihaja ven? Zanimivo. Zdaj pa, ti, ki tole poslušaš, boš točno razumela. Čas je, da razumeš, da se moraš umakniti v svoje svetišče. To tvoje svetišče je povezano s tvojo tišino. Če želiš najti ljubezen, ker tukaj je kralj kelihov, se pravi kralj ljubezni, je povezan s tem, da ga najdeš v sebi. Ker mogoče si popila vse čaše ljubezni in so samo še prevrnjene čaše in je čas, da greš naprej. Čas je, da enostavno pobereš vse in greš naprej. Zdaj pa poglejmo naprej. To lahko pomeni, da se umakneš v sebe in pretehtaš, kje si v določeni vezi, ali da narediš premik naprej in da pobereš svoje stvari in dobesedno fizično narediš premik naprej, ker čakate cela žurka, cela veselica, obilje kelihov ljubezni. Vsega bo dovolj, če boš naredila premik. Ne vem, kakšen premik, ti veš, kakšen premik boš naredila. In če ga pa ne boš naredila, boš pa obtečala z nekimi razlitimi čašami, ki so samo polite in razbite. In s tem, ko boš naredila premik, se pravi, eno je, da boš vzela zaključevanje nečesa, tako močno se ti zaključuje neko obdobje, enostavno, da si vzameš čas, da se pozdraviš, ampak to, kar te čaka, je pa obilje na materialnem področju, tako zemeljska energija, cesar. Cesar je povezan s tem, da bo vse v redu, da bo poskrbljeno za tebe, da se ne bojiš, ampak tisto, česar se pa bojiš, je pa povezan z... A ti povem, kar gre skozi mene. Strahom pred temnimi energijami. Mogoče komu moraš služiti. Povezano s tem, da nekoga moraš zalagati svojo energijo. Povezano s tem, zdaj se sprošča neka energija. Povezano s tem, da moraš biti zvezana z neko temno energijo, nekomu služiti. Pusti to za seboj, ker to, kar se ti je do zdaj dogajalo, je povezano s tem, da si se urila v svojih korakih. Zdaj je prišlo naprej sedmica palic, se pravi, delaš na podzavesti, na čiščenju in enostavno moraš iti naprej. Dovolj, da ti ljudje pomagajo in ne sanjariti o tem, kaj bi bilo, če bi bilo, kako bi bilo. Poglej resnici v oči, stanje ga vidiš, kakšno je. In na podlagi tega stanja se enostavno odloči. Kralj novcev je prišel. Tako. Obilje. Kje te čaka tvoje obilje? Čakate, ampak boš morala narediti korake. Uriš se v nečem, v izražanju, nisi še tam mogoče, ker boš, ampak si na začetku novega potovanja. Nimam pojma, za koga je to namenjeno, ampak tako očitno, ti, ki boš tole poslušala, boš točno vedela, da je čas, da greš naprej, stvarstvo te podpira, ampak naj te ne ustavi strah.
pač nekaj se je sprostil, ja, en hud strah je zadaj, zdaj pa gremo, pojmo na življenjski namen. Kaj te čaka s temi premiki, ki jih boš naredila v življenju? Kaj te čaka? No, da vidimo tvoj življenjski namen. Kako boš prišla do tega obilja, ki se ti kaže? Kaj ti sporočajo angeli, vodniki? Imaš možnosti. Vse pred tabo. Razmisli o mnogih poklicnih možnostih, ki so ti na voljo. Imaš pred sabo ogromno možnosti, s čim lahko prispevaš svetu. Šola. Odgovor, ki ga iščeš, je povezan s šolenjem. Ali ti moraš iti v šolo, se nečesa naučiti, ali je povezan s tem, da si že izurjena in ti začneš deliti svoje znanje. In ne, ti se moraš izšolati. Vaja. Z redno vajo izmojstri svoje veščine. Ti, ki tole poslušaš, čas je, da se izmojstriš v nečem, ker imaš neke talente, nimaš še pojma, kako jih boš naučila, ampak se moraš naučiti. In sprememba službe. Ja, vem, strah te je. Vem, čutam. Poklicna pot, na katero stopaš, vam bo prinesla radost in blagostanje, ki si ga želiš in zaslužiš. In dobila si svetilnik. Joj, vem, se ti že solze tečejo, ampak sej boš zmogla. In čas je za tvoje ustvarjalno izražanje, ker tvoja duša se želi ustvarjalno izraziti in tukaj je nekdo, ki slika. Imaš talente, začni slikati svojo prihodnost. Pač nared nekaj, ja, preroške karte. A bo začela prerokovati mogoče ljudem? Ne vem. Imaš možnosti pred sabo, stvarstvo te podpira in prišla je karta svobode. Svobodno lahko izbiraš svoje delo. Pač zapleši ta radostni ples s svojo dušo, izrazi se, pej naprej. Veš, kako te vidim? Vidim te kot enega sužnja, ki si do zdaj služila. Ampak dosti je bilo. Dej, pač tle gor imaš naložen, dej to stran, ampak ne rabiš niti verige dati stran, ker je samo plašč. Samo odpneš in samo, sploh ni treba se boriti, ker samo odpneš in greš naprej. Tako, sploh ni borbe. Enostavno je tako, dost. Ampak samo dol daš. Tako enostaven. Pač sploh ni neka borbe, niso okovi, ni oklep, samo plašč je. Ampak ta plašč, ki ga imaš na sebi, pa teža, ta teža je pa tako težka, da ne vem, če lahko sploh še dihaš. Dušite. Pač, ja vem, strah te je. Ok, boži. In. Zmedena si in neodločna. Kaj ti nimaš dovolj informacij? Raziskuj in se posvetuj strokovnjakom, preden sprejmeš končno odločitev. Pač ta trenutek si zmedena in enostavno ne veš, kaj boš naredila. Verjetno ti nekdo govori, kako bi mogla, kako smo te vzgajali, kako pač. In če to poslušaš te bedarije, pač si v tem svetu noter, ne? Ampak očitno te tvoja duša nekam poriva in bo že zmogla iti naprej. Ok, greva naprej. Če hočeš pomagati, ozavestiti to situacijo, sočutem poslušaj stališče druge osebe. Nekoga moraš poslušati. Ok, v redu. In Tereza, odmor. Do zdaj si bila prezaposlena s skrbjo za druge. Zdaj je čas, da se ustaviš in poskrbiš za sebe. Ta umik prej, kar smo govorili. Mogoče je pa čas, da za par dni greš v samo in da dejansko premisliš, kje si. Da dejansko premisliš, kam greš. Da dejansko razmišljaš, pač da se toliko umiriš, da boš lahko slišala svojo dušo, ker tvoja duša že govori s tabo.
In nadangel Mihael. Nadangel Mihael reže eterične vezi in govori: s tabo sem, dajem ti pogum za življenjsko spremembo, ki ti bojo pomagale izžarevati tvojo božansko življenjsko poslanstvo. To ti sporoča nadangel Mihael. Ok, še ena karta vam gleda. In Atena. Varno je, da si močna. Ti znaš biti močna na ljubeč način, ki je dober tako za druge, kot tudi za tebe. Zanimivo, zanimivo. A še eno, ne? Ta zadnja. In zdaj je prišel nadangel Daniel. Sem angel zakonske zveze in podpiram te prav ta trenutek. Mogoče pa s tem, ko boš naredila nek premik naprej, najdeš res svojega dušnega partnerja in te podpira prav pri tvoji zakonski zvezi. Zanimivo. Srečna selitev v nov dom ali mesto zaposlitve je v teku. Ta premik bo peljal novo pozitivno energijo v tvoje življenje. Pač vse to, kar zdaj očitno gre skozi, je namenjeno prav za tiste duše, ki zdaj ste v nekem premiku. Naredite korake naprej, očitno vas življenje potiska naprej, ne se upirati spremembam, ampak enostavno, a veste, če si predstavljate tok življenja, če se trudiš ves čas veslati proti toku, vidiš, da nikamor ne prideš, da te tok ves čas obrača in ti se trudiš veslati in zgubljaš energijo, ker greš proti toku. In včasih pomaga samo dvigniti vesla in niti ne upravljati čolna, ampak samo dovolj, da te odnese. In mogoče pristaneš, jaz sem prepričana, boš pristala tam, kjer je namenjeno, kamor te bo duša popeljala in vse bo v redu. Tako da uživaj v tem sončevem obratu, v dnevu, ki je najdaljši, ki ima največ sončne svetlobe, in ne pozabi si vzeti nekaj časa za sebe, za proslavljanje, za hvaležnost, mogoče za pogovor s sabo, za hvaležnost tudi za pretekle izkušnje, ker za nazaj, ko pogledamo, hvala za izkušnje, mogoče kakšen odnos ti more samo pokazati, česa si ne želiš več. In tudi to je v redu. Tudi to je v redu, ko rečeš hvala, da si mi pokazala, česa ne želim več. V redu je, grem naprej. Dovoli, da greš naprej, Bog si ga vedi, čakate nekaj lepega, nekaj veličastnega, nekaj bogatega, čakate samo dobro. Res pa je, si na razpotju in lahko ostaneš tam, kjer si, ampak tam boš sebe zadušila. Tako da uživaj, vse dobro ti želim in samo spusti, nič drugega, samo odvrzi in vse bo v redu. Uživaj.